Živjo, 10. maj, evo ga, kar napredujemo mi. Druga svetovna se je končala ali se ni končala? Praznovali smo sicer kao dan osvoboditve, ampak baje po papirologiji ta vojna sploh nikoli ni bila zaključena. Zdaj ne vem čisto točno, kateri papiri morajo biti podpisani, da stvar kao funkcionira, ampak baje uradno se druga svetovna sploh še ni končala. No, tako da se tudi tretja še ne more, če se še druga ni. Smo pa v proceduri, ja, to pa ja. Probam se umakniti tem ležarkom, mičken sem bil bolj pozen, mičken sem pozen in se tole že takoj pozna. Ja, v proceduri pa smo, ja, tretja svetovna vojna je duhovna vojna, kjer se bo pa treba malo pri možgančkih pa pri srčku zmeniti, ta via vaja lažniva ne bo funkcionirala, ne glede na to, kdo je kam vključen. In ne da se tle ne bomo se mogli mi polovičarstva. Si ali pa nisi. Pri nas bi se reklo, se ali nej si. Če se, če pa nej si, pa nej si. No, skratka, 100% se bo treba predati, ne na polovičko, ne. Ne moš biti na polovico resnico ljub, oziroma na pol sem lažnivc, na pol pa nisem, veš, kao. V tem kontekstu bomo tudi se pripenjali na možgančke. Je pa res, da niso vsi pripravljeni na ta preboj, na ta preskok. Najbrž lahko sami vidite, mislim pa se opazujemo že 2 leti, koliko je bilo teh, kako so ljudje butasti, nič ne vidijo, res so zabiti. Jaz sem ful se hotel tega izogniti in tudi, ne vem, če ste opazili, nočem tega uporabljati. Butasti, ne butasti. Jaz raje uporabljam, ljudje so zaslepljeni, neizobraženi, pravilno izobraženi v sistemu, lahko zelo močno, ampak to še ne pomeni, da imajo kakšno znanje o univerzalnih zakonih ali pa da imajo, da jim intelekt dela v redu, da imajo samokritično razmišljanje v redu, da znajo kaj raziskati. Ne, da so ljudje butasti, ampak verjamejo na prvo žogo, na prvo dub, kar jim rečejo neke inštance, ki imajo DR od spredaj ali pa MAG, ali pa te neke titule in tam je, a veš, znanost pravi, da je dobro to in on pač verjame. No, in pač ti ljudje, ki so, ja, okej, butasti, no, ne butasti, saj pravim, zavedeni oziroma tako, ti ljudje so tudi najbolj vodljivi. Tudi nisem se jaz spomnil, nek modrec je to napisal in take ljudje dejansko, jaz zdaj vidim še ljudi, ki grejo z masko, pa si po en stran se mi smilijo, da ne boste mislili, po en stran si mislim pa joj, pa koliko možganov pa imaš, no, pa koliko jih pa uporabljaš, no, pa kaj, a ni težko dihati, a se ne čutiš, da težko diha. Ja, in halfway tukaj ne bo šlo, ta tretja svetovna vojna bo, se pretirano ponavljam, sem opazil, se bo treba odločiti, ste ali niste, ampak saj pravim, niso pa vsi na stopnji, da zdaj jim prebije. Tudi nič hudega, niti se jih ne da, nikakor pa ne na silo, Zdaj, mogoče bom bolj namenil tistim, ki ste v družini že izobčeni, ste čudni, ki ste že, bom rekel, na tej, poti, kjer množica ne hodi. Ljudi se ne da na silo, tako kot se vas ni dalo na silo, pa so se trudili, tudi nad mano so se trudili, pa ne gre na silo, ker si zrel, si zrel. Kadar je duša zrela, je duša zrela, ta duhovni razvoj. V isti sapi pa je zelo pomembno, da informacije, ki jih imamo, ki jih poznamo, za katerimi stojimo, ker so naša lastna izkušnja, da jih damo naprej, tudi tistim, ki jih ne razumejo. Nič hudega. Bodo razumeli, ko bo čas, da pride do preboja, takrat bodo tudi vse te informacije uporabili za svoj preskok, Zdaj, če si predstavljate,
dojenček, mama pa starši se z dojenčkom kar pogovarjajo, pa nič jim ne zna povedati nazaj. No, pa do enega prvega ali pa drugega leta pa začne pa ven letati, ker mama, ata, pupu, mumu, dudu, kaka, vse pol začne ven hoditi, zaradi tega, ker je že v bufferju, ne. Enako je tle ta situacija, kjer znanje, informacije ti ljudje potrebujejo, čeprav ni manifestacije še prav takoj, a ne. Imajo ti ljudje v večini težavo, ker ne poslušajo, ne. Oni vejo, ti tako malo pogačo vejo, mi vemo recimo tako zelo veliko, ker smo veliko brskali, pa poslušali, pa razmišljali, a ne. Oni vejo pa manj, ampak oni probajo s tem potolčiti tebe, ki veš več, ne, in s tem, da kar ves čas samo govorijo, da ne bi slučajno, da bi izgledali, da so pametni. Ne? Težko jim človek kaj pove, zato jim je treba zelo izbrano vršiti semenko, a ne. Ker bo pa šla na plano. Res, kdo bi si mislil, v kakšnih res časih živimo, ne. Meni se zdi tako neverjetno, ta kompletna prevara v celoti, mislim, kamer se obrneš, je vidna prevara. Pa ljudje kljub vsemu mi zatrjujejo, da je vse v redu, da kaj jaz bluzim, da bo zdaj pa dolar pa evro propadel. Kaj zdaj, če sem čisto neumen. Ne občuti človek sam inflacije, ali kaj? Jaz ne vem. In kakšno je to verovanje v sistem, da sistem bo obdržal in sistem bo pelal in da pač tako je, ne, se nimaš kaj, to je zmer tako bilo, pa bodo pa obrnili pa kralj naprej, ne. In ta totalna sprijaznil sem se, lej, veš kaj, crknili bomo, ne, ampak lej, tako je zmeri bilo, a veš. Ne morem razumeti, kako se človek s tem kar sprijazni, ne. Zdaj se strinjam, nisem jaz tisti, ki bom šel zdaj pa Bidna loviti, pa mu reči, ti si pa ukradel volitve, nisem jaz na tem mestu, ampak lahko pa spremenim sebe, svoj pogled. In spet so modreci rekli, če bi rad kakšno spremembo v svetu, pol kar spremen se, a ne. Change your mind. Mind moraš, ne. In zdaj tle, ko se preklopi ta mind, se lahko preklopi na ne more se s priveski, a veste, ruzak bremen slabih stvari je treba vršiti iz sebe. To so bremena, virtualna. Sami sebe tepemo s tem, saj se tudi tle že kar ponavljam. In nekako sam vse priznati, kar je bilo, je bilo. Zatem nimamo kaj jokati. Kar je šlo, je šlo. Ne moramo zdaj pa sami sebe v glavi, če ne bi, kaj sem narobe naredil, pa ne vem kaj. Ali nič ne nuca. Čas je, da stopaš korak naprej. Burn the bridges. Pali mostove. Zakuri sledi za sabo, adijo, via vaja, če more iti, more iti. Jaz ne bom, ni potrebe, da javno razlagam, kako sem jaz. Lahko bi, nimam težav s skrivnostjo, ampak nima smisla, da v javnost dajem. Ampak ene stvari jaz v življenju sem bil primoran pustiti za sabo. Hoteti, ne hoteti, morati. Ne? In ko si primoran, pol šele čez čas ugotoviš, da si hvala Bogu, vse je bilo prav. Ne? In zdaj je tak čas, da bo res treba marsikaj pustiti zadaj, ker to je dobro za razvoj duhovni. Zdaj pa bremze imamo pa okrog in okrog, mislim, v zelo ozkih krogih, ne, se pravi, zelo bližnji ljudje nas vlečejo nazaj, da ne bi kdo se odlimal. S tem mi na drugi strani vlečemo pa gor, da bi se prilimali k nam, ne, mislim, da bi jim mind odprl, ne k nam, saj ni to nobena sekta, religija. Gre pač za stanje uma. In tudi Nikola Tesla je rekel, kaj pa že rekel, ki ga pa imam jaz, tle med slikcami, saj sem si spravil. Jaz si spravim, da bi vam kaj povedal, pol pa se odglajzam. Bom šel kaj nazaj, ker sem bil pri bremenih, ne, kar je bilo, kar je, mislim, ne se zdaj. In tle pravi, ne moreš iti naprej, dokler
ne spustiš stvari, dokler si ne oprostiš, dokler ne oprostiš sami situaciji in prideš do zaključka, da je stvar zaključena. Realize it is over. A veste, ne da se leteti. Ptičica ne bi mogla leteti, če imela za nogico privezano železno kroglo, a ne? No in železna krogla je, poznamo, v sužnji so imeli te krogle. Pa se kakšna karikatura vam je tudi mogoče kdaj prišla naokrog, kakšna velika utež krogla je privezana, ampak to so naše misli, emocije, situacije, ki nas misli, no, ki nas držijo, ki so pripopane, attached. In na te, ki so pripopane, vi morate spustiti. Hvala Bogu, so res virtualne, a ne? Res ga ni krampa ali pa fibrca, ki bi odrezala to kuglo stran od vas. A drži? No, in ja, stran dati stvari, ki niso za vas. No ja, Nikola Tesla je rekel, ja, the gift of mental power comes from God, divine being, and if we concentrate our minds on that truth, we become in tune with this great power. Ja. Moram še v slovenščino bom dal, ne? Da smo rekli, da bomo v slovenščini delali. Darilo moči mentala prihaja od Boga, se pravi iz divine being, najčistejšega bitja, pa ni bitje, iz najčistejši ver energetski, a ne, se pravi, tam je mentalno zdravje. In če koncentriramo naš na to resnico, na to dejstvo, postanemo mi v harmoniji, in tune, se pravi uglašeni s to velikansko močjo. Zdaj, velikanska moč je vedno zamenjana, ok, pokaži mi denar, da vidim, kako imaš ti veliko moč. Tle ne pridemo skupaj, ne? Pride, obilje je obilje. Obilje ne pomeni imeti preveč neuporabnih igrač. Obilje pomeni imeti vsega dovolj in biti znotraj tega srečen. In biti znotraj tega sproščen in miren. Klinc pa velik denarja, pa vas ta nemir in strah, ne? In ja, kadar nehamo loviti denar, pa se predajamo lastnim idejam, željam in vizijam, denar in uspeh začne nas loviti. Nisem se jaz to spomnil, jaz temu verjamem, zaradi tega se pa grem, kar se grem, ker temu verjamem. In vem, da je ta moja potka prava, pa ni ta vaša, ta je moja. Mislim, če ima kdo podobno, kar vsak po svoje, a ne. Ja, uspeh. Ja, eni so se znajdli, no, pa imajo. In jaz to iznajdljivost ne podpiram, ker iznajdljivost je največkrat povezana s krajo in lažjo in prevaro. Res nočem nobenega obsojati, ampak ne morem pa reči, da tega ni, ali pa reči, okej, saj pa jaz človeka poznam, pa mu ne bom rekel, da je pač lopov. Veste, v enem momentu bo treba tem ljudem tudi v glavo povedati, ker zavedajo pa itak se, a ne. Oni sami vsi se zavedajo, koliko pošteno zasluženega denarja so pridobili, pa koliko nepošteno, a ne. Zdaj, butast ga se narediti, to še ne pomeni, da ne ve, a ne. Veste, te butarije, to bo treba, kar bodite pozorni, koliko ljudi se naredi neumnega. To je zame laž. 11. Božja zapoved, ne se delati neumnega, ker zna se ti zgoditi, da boš toliko časa to govoril, da boš sam sebe prepričal, da si butast, mene si pa itak že prepričal, že 10-krat, da si butast, tako da ja, okej, ja, prav, si butl. A veste, na začetku, kako sem nežno rekel, nočem, da ljudem se reče, da so butasti.
A pol se sami delajo butle. In ko jim rečeš, da je butl, je pa spet vse narobe. A veste, in to je ta gaslighting narcisa. Klasična scena bolana. Normalni ljudje se ne rečemo, da smo butasti drug drugemu. Pa tudi ne delamo se butaste. Jaz se ne delam butastega, res ne. Če vem, če pa ne vem, ne rabim se. Me ni sram priznati, da nečesa ne vem, ker ne vem vsega, halo. In, Ko sem rekel ta bremena, ki nosimo s sabo, ki jih je treba odrezati. Skrbi me, kako bo z mojim partnerjem, otrokom, šolo, službo, kako bo z odnosom, kako bo. In to premlevati v glavi. A veste, kdor skrbi, v bistvu dvakrat trpi. Prvič, ker je skrbel, pol je pa še realna situacija prišla po zakonu privlačnosti, tupem in je pa še v realnosti. Dvakrat, super. A vi radi delate dvakrat stvari? Jaz nisem tega formata. Jaz rad premislim, naredim in je stvar zaključena. Najbolj mi gre na živce, ko moram kaj dvakrat. In ne vem, če ste opazili, v narcističnem svetu ena izmed taktik je tudi, da te prisilijo, da delaš stvari dvakrat. Ali večkrat, ne. Mislim, vsekakor več kot enkrat. Ostani meren, če moreš. Ostani meren, če moreš. Vse na dvakrat, ja, pa petkrat tudi, če vdihneš. Pol enkrat pa ne, pa se pa enkrat ne greš ti več te igrice, ker se ne da vse po dvakrat. Ko sem ozvočenje postavljal, a veste, zvočnike postaviti pa jih dati na eno točko, ker si jih dal na mesto, da bo prav na dvorano, da bo oni nimajo 2 kili. In mi smo postavili, pa so še zvezani s kabli vsi in pol je prišel nek organizator in je rekel, dajte tele zvočnike enih 20 cm bolj desno. What? A prej nisi bil ti organizator, zdaj si. Ne bom jih premaknil, majster. In kaka panika? Kdo bo koga poslušal, kdo je tle šef in tako naprej. Ampak ja, ne, sej na koncih premakneš, ampak porka mast. A veš, jaz bi raj kavo pil ta čas, če me že kdo kaj vpraša. Tle sem si dal jaz par stvari še. Ena izmed teh je, da se... Ja, to smo, pomagamo. Ja, ljudem se ne da nič dopovedati in ne jih posiljevati. Če pa izkažejo željo, da jih zanima, takrat pa ja, z občutkom neke informacije. Zdaj, jaz, če bi hotel vse to, kar tle govorim, nekomu razložiti, pol bi ljudi posiljeval. Zdaj, ker je pa to tukaj, je pa na vašo lastno izbero in mi je ful mi je dobra, ker se folk spotika. Kaj, jaz posiljujem ljudi na YouTubeu? A se... Ne, promoviram vse, posiljujem pa ne. Mislim, promoviram malenkost, malo pošpricam levo, desno, ampak, a veste, to je rekel človek, ki me je maltretiral kar nekaj časa, ko sem bil sam tih. Ne, mislim, a veste, kako postanejo enkrat stvari jasne, kdo je komu kakšno ogledalo, kaj pomeni ogledalo sam se, mislim, kako so ti ljudje ogledalo, ne. Ker če bi ta človek poslušal sebe, bi vse odgovore dobil. Jaz za njega sem jih, ker sem pač malo bolj opazoval. Res zanimivo. In ja, dajte ljudem informacije, če niso pripravljeni nič narobe, bodo zbaferirali zadej, ko so pripravljeni, pa jih seveda imate in vsi imamo na razpolago in materialov in vsebin in resnic. Kako je življenje lepo, če ga živiš. Ja, in ko se nič ne dogaja na tem svetu, niso na poročilih nič ne povejo, da je v Avstriji odstopajo ministri za, vem, da je za finance, pa še za nekaj. Pa na Šrilanki tudi. Pa jaz sem zdaj ta dva najdel, saj najbrž jih je ful. Aretacije, aretacije, veste, kakšne aretacije se dogajajo? Masovne aretacije. Malo sem razmišljal, da bi videl vsebine že mičken popravil, pa dal kakšen filmček tle vmes, veš, pa kakšno slikico. Veste, tu od mene spet zahteva kar in čas in delo in tehnologijo in svašta.
Ja. Ne, nisem jo shranil, so pa aretacije, mislim, 3 avtobuse ljudi, redom, gremo. In dokazi, da se dogaja, sploh niso več bistveni. Ker tudi, če jih predstaviš, sej Wikileaks je odprt, a ne? Dokaze rabite, ni problema, ljudje. Odpreš wikileaks.org, mislim, da je, in gasa, majster, tam je materijala ful. Ja, ne. Saj človek je bil zaprt, to pomeni, da Wikileaks ni res. Če verjamete sistemu. Sistem je ena sama velika lažnjevica, težka. In ne bo, ni poti nazaj. Ni poti nazaj. V resnico gremo, laži propadajo, svet je zaključen, prišel do svojega bridkega konca. In tle želim, da spoznate in čuvate mir, da začutite istočasno tudi prisotnost ljubezni do samega sebe, te mile oblike, nežne oblike prisotne energije, če tako rečete. Da ste v milosti noter. Če si tako kot mamica objame otroka, tako z ljubeznijo, ne, ga pomiri. In tako je ljubezen tle in nas vse pomerja. Kaos delajo ljudje, umaknite se od njih za nekaj časa, da boste začutili, kaj iščete. V gozdu je mir, ob morju je mir, takoj, ko pride krafne, štrukle, štrudle, hoj ti. Mir, nobenega motilnika. Pa boste vi probali pol, če se da to tudi v dan pelati. Da. In če se zavedate, da ste znotraj oceana te milosti in znanja kompletnega, naenkrat se tudi predate, a veste, predaja ni tako, ko se mora Zelenski predati. Predaš se plavanju mrtvaka, ste kdaj plavali mrtvaka? V slani ali pa v sladki vodi, v slani vodi gre lažje. In ko enkrat ugotoviš, v čem je fora, potem si ka boja, predaš se morju. Ja? In predejte se temu, ker vas varuje, ker vas čuva, ker vas potrebuje. Ja. Pazi na vas bistveno bolj, ko vi na karkoli. Zato se imejte radi. Zato čuvajte svoj mir. In se umaknite od motilnikov in od situacij. Tudi tiste, ki so bile pred leti, jih kar odščipnite. Razbite tisti star računalnik. Lekcije in izkušnje, ki jih pa rabite, pa ne bodo kar tako šle, nič bat. Ukvarjate se z mislimi, v glavi imate misli, ki vas bremenijo, pozabili ste pa lekcije, ki ste jih takrat dobili, na to pa noben ne študira. Ne? Se pravi, ok, če imamo neko situacijo izpred 5-10 let, vi meljete to situacijo, ne veste pa, da je spodaj lekcija, to si morate zapomniti, tle gore ne boste najdli, ne? Lekcija je že narejena, samo vzameš jo imaš, ostalo flikneš stran, ne držati v sebi, nič ni boljš. Ne? Ok, bom malo krajši, imejte prečudovit torek. Včeraj je bil res obletnica konca vojne, pa smo zdaj v informacijski vojni. Ne? Imam še eno slikico, ki sem si jo spravil za vas, evo jo, tole imam. Zgodovina, to je od žensk, konkretno ver, ampak jaz se strinjam. Zgodovina je laž, religija je sistem nadzora, denar je prevara, dolg je fikcija, mediji so manipulacija, vlade so korporacija in sistem je laž v tem svetu. Ja? Če si bomo probali predstavljati, kakšen svet bi radi imeli, pa bomo mogoče pa celo novega svojega lepega pravega tudi ustvarili. Nemogoče. Se že ustvarja.
in staro umira. Če niste opazili, ne, bo treba še kaj butastega nagruntati, da boste opazili. Bodite lepo. Čau.